tretjin več pogrebov duhovnikov, kot pa novih maš. In ta razmerja so strašna. Predlagam, da pogledava nekoliko čez Karavanke, Celovško škofijo, tukaj le imava podatke, 200 duhovnikov imamo, deluje jih 150, torej 50 je upokojenih in 60% je tujih. Gospod nadškof, ali čaka to tudi nas? Oni so imeli najprej, mislim, da Poljake, zdaj imajo Indice, a ne, Ruanda, Afričane. Nigerijo. Kako blizu smo temu? Tukaj je več vidikov, ki jih je treba zelo natančno premisliti in doreči. Prva stvar, ki je dejstvo, da so cerkve, iz katerih prihajajo ti duhovniki, podhranjene. Pri nas je še vedno en duhovnik na približno 1400 vernikov. Kako dolgo? Kakšen je kadrovski načrt cerkve? Ampak tam, odkud ti prihajajo, je pa en duhovnik na 10 000 vernikov in je ena škofija velika, večja, kot je pa Slovenija. In se vozijo iz škofije na zadnjo župnijo po 350-600 kilometrov. Skratka, podhranjena cerkev. Drugič, če neka družina nima otrok, ker ne poskrbi zanje, ne gre k sosedu pa reče, poslušaj, ti imaš pa 5, boš meni dal 2. Ne gre, ne gre. In smo spet pri demografiji, družina, družba, tudi cerkev žal, ki ne rojeva, bo izginila.